Vabimo vas, da za naslednje pol ure ujamete naš športni tempo. Smo slovenski parašportniki in smo zaljubljeni v šport. Športni duh ne izbira telesa. To ni le naš slogan, to je naše življenje. Dobrodošli v novi oddaji o parašportu, oddaji Tempo, ki vam bo približala naše športne in življenjske zgodbe in vas popeljala na zanimive športne aktivnosti. Vaša voditelja skozi oddaje bosta parašportnika Manca Smrekar in Anej Doplihar. Živijo, sem Anej Doplihar in sem parakolesar. Živijo, jaz sem Manca Smrekar in sem paraplezalka. Midva bova voditelja v novi oddaji Tempo, v oddaji o parašportu. Ker smo tudi parašportniki redno na tekmovanjih, pripravah in treningih, se vam jaz oglašam direktno iz treninga na kolesu. Jaz pa se javljam iz plezalne stene. Oba z Anejem sva se podala v nove izzive in se prvič preizkušava v voditeljski vlogi. Za naju je to super izkušnja in sva zelo počaščena, da lahko približava parašport in parašportnike javnosti. Zdaj pa vam maham v pozdrav in se vidimo v zadnjem delu oddaje. 15% prebivalstva na celem svetu predstavljamo mi invalidi. 15% je veliko, zato je prav, da smo v družbi videni in slišani, za kar se zavzema mednarodno gibanje We the 15. V Sloveniji smo se v ta namen zbrali na skupnem dogodku Parašportniki in športniki pod sloganom V športu smo vsi enaki. Leta 2021 se je v luči takratnih paraolimpijskih iger v Tokiu s simboličnim odetjem svetovnih znamenitosti v vijolično barvo začelo globalno gibanje We the 15. Gibanje, ki ozavešča, da je v svetu kar 15% ljudi z različnimi invalidnostmi. Pri obeležitvi začetka kampanje je sodelovalo več kot 30 držav. Vijolično podobo pa so si med drugimi nadeli Piccadilly Circus, London Eye, Mavrični most v Tokiu, Rimski kolosej in Niagarski slapovi. V vijolično pa se je vdel tudi Ljubljanski grad. V letošnjem letu smo v Sloveniji delovanje gibanja We the 15 obeležili pod sloganom V športu smo vsi enaki. Ni važno, ali si v parašportu ali si v olimpijskem športu, trdo treniramo, se odrekamo, vlagamo svoje nadnaravne napore v šport, ki ga imamo radi. In iz tega vidika je prav, da smo tudi svetu to pokazali. In sem zelo vesel, da so tudi vrhunski olimpijski športniki nas prišli v tem podpreti. Strmimo k določenemu cilju, strmimo, da smo vsak dan boljši. In to nam je tista gonilna sila, ki nas tudi potem mogoče malo bolj poveže kot vse športnike skupaj. Poudarjamo, da smo v športu vsi enaki in preko tega upam, da lahko poudarjamo tudi, da smo v življenju zelo vsi ljudje enaki. V skupen krog je simbolično stopilo 15 paraolimpijcev, ostali delež pa so popolnili slovenski olimpijci in dijaki športne gimnazije Šiška Ljubljana. Smo dobili neko močno sporočilnost, ki nas športnike, invalide in športnike neinvalide povezuje. Povezali smo se tudi s športno gimnazijo, ki nekako tudi nagovarja naslednje rodove, da je parašport del slovenskega športa in mednarodnega okolja. Tudi v samem športu imajo različni igralci različne pomanjkljivosti, ampak nekako jaz sem iz ekipnega športa in ekipa nekako združuje vse te pomanjkljivosti oziroma dobre stvari in to nasploh šport je. Meni je to nekaj normalnega, ampak zaradi takih dogodkov, kot so danes, v bistvu zavem, da nismo še čisto tam, kjer bi mogli biti in zaradi takih dogodkov enkrat bomo. Ljudje z invalidnostmi so najbolj razširjena svetovna manjšina. Za primerjavo, če bi invalidi ustanovili svojo državo, bi bili po številu prebivalcev tretja največja država na svetu. A kljub številčnosti se tudi v napredni in vključujoči družbi še vedno borijo za svojo vidnost, vključenost in enakopravnost. Jaz sem res presenečena nad količino zbranih športnikov, parašportnikov danes, vseh mladih športnikov. Zdi se mi zelo pomemben, predvsem zaradi tega, ker se sploh na takih dogodkih marsikdo šele zave, kak velik delež populacije smo mi in s čim se ukvarjamo, če smo zmožni, tako da upam, da bo širša populacija danes to še v večji meri dojela.
In da boste bolje spoznali naše paralimpice in da vam bodo na nek način malce tudi zlezli pod kožo, si bomo prizadevali v naši novi oddaji o parašportu, oddaji Tempo. V svetu parašporta je Laško postalo sinonim za mednarodno središče paranamiznega tenisa. V letu 2004 so v Laškem organizirali prvi mednarodni turnir, ki je z leti postal najpomembnejši turnir na svetu, na katerem se pomerijo najboljši igralci celotnega sveta. Letos se je odvil že 18. turnir in tam je bila tudi naša ekipa. 1000 odigranih iger, preko 450 športnikov iz 53 držav sveta, 5 dni napetih športnih dvobojev in druženja. To je bil 18. I Feel Slovenija Open Termana Laško v številkah. Letošnje rekordne številke so bile v ponos in čast organizatorjem ter v izziv in veselje tekmovalcem. Turnir v Laškem je, mislim, da vsakega Slovenca tukaj, ki igra nekaj neverjetnega. Tudi jaz tukaj najbolj uživam od vseh turnirjev, ker mi pridajo tudi domači pa prijatelji gledati in navijajo zame in mi to da še dodatno motivacijo. In pridajo najboljši iz vsega sveta in kaj si še lahko želiš. Izjemna čast, da lahko dejansko Slovenija gosti najmočnejši turnir na svetu, ki je po rankingu in po udeležbi močnejši od paralimpijskih iger in svetovnega prvenstva. Tukaj smo lahko priča najboljšim dvobojem najvišjega svetovnega razreda. Turnir v Laškem je že vrsto let odlična športna priložnost za prav vse igralce. Za tiste boljše je pomemben turnir za nabiranje točk na svetovni lestvici, za igralce iz ozadja pa redka priložnost pomeriti se na istem turnirju z resnično najboljšimi na svetu. Kar so izkoristili tudi v slovenski vrsti in na turnir pripeljali številčno ekipo tako dobrih in izkušenih igralcev, kot tudi čistih novincev. Slovenijo so zastopali Primož Kancler, Bojan Lukežič, Barbara Meglič, Andreja Dolinar, Karin Praček, Ljubiša Gajič, Peter Jereb, Tomaž Rabuzin, Alen Bečerevič in Luka Trtnik. Zelo dobro se zastopamo med sabo. Letos nas je res tukaj največ, 10. Tako da si tudi pri coachingu pomagamo en drugmu. Jaz mislim, da je to zelo dober preplet mlajših, starejših, enih je prihajajo, enih odhajamo. Jaz zdaj pri teh letih ne morem več ciljati na neke vrhunske rezultate, ampak sem zelo vesela, da sem še tukaj. Upam, da bom še vsaj kakšno leto lahko tukaj udeleženka oziroma tekmovalka. Meni se zdi, da sem najstarejši na turnirju, pa da imam vse turnirje odigrane tukaj. Ko vidiš, da je 17 igralcev z prve rang liste, ti pa tam malo nižji dol si misliš, lej, kar bo, gremo v borbo in nimaš kaj drugega. Glede na to, da so tukaj igralci iz Azije, ki spijo na ping-pong mizi, je to konkurenca močnejša, kot na kakem svetovnem prvenstvu. Tako da lepo je čim več zmagati in imamo čas, da igramo s takimi igralci, ki bi pa redko kdaj lahko, redko kje igrali. Na turnirju se ne govori o presežkih samo o tekmovalcih. V presežkih se govori tudi o gostitelju in organizatorju turnirja. Mi smo to okolje gradili skupaj z občino, s Termano Laško in vsemi akterji, ki so vpeti v ta naš sistem. V začetku smo nekako improvizirali, potem se je zgradilo primerno dvigalo, potem smo naredili primerne dostope, varne dostope, tako da smo se skupaj razvijali v okolje, v katerem se naši športniki invalidi dobro počutijo. Nastanjenih je okoli 750 oseb, to pa pomeni velik tudi namestitveni zalogaj. Kot organizator vse za njih naredimo, da se počutijo kot doma, tudi hoteli so krasni, hrana je tako, kot mora biti, dvorana je super, tukaj so hoteli 700 metrov stran, grejo peš in to obožujejo. In pravi, da Laško je za njih najbolj športno mesto na svetu. More than 10 years ago, it was my first tournament here. It's always a pleasure to be here in this tournament. It's my first time here in Laško and it was a great experience for me. Turnir lahko že nekaj let v videoprenosu spremljamo preko posebne aplikacije. Letos pa so udeležencem turnirja ponudili še posebno nadgradnjo. Korak naprej je bil tudi to, da smo dvorano povezali s televizijskim prenosom v Termani park Laško v hotelu, kar pomeni, da lahko 10 miz naši športniki gledajo tako rekoč iz postelje.
Na letošnjem turnirju naši igralci res da niso dosegli vidnejših uvrstitev, a uvrstitve niso edino, kar šteje. To je moje prvo res večje tekmovanje, tako da res sem zadovoljna. No. Meni je bilo to neverjetno, kakšne pač poškodbe imajo, kakšne težave imajo in vidim, kako so lahko sposobni igrati eni tekmovalci. No. Vsi najboljši so tukaj in od njih se lahko veliko naučiš, ne samo v ping-pongu, tudi v kakšnih življenjskih zgodbah, ki jih imajo. Nasploh so zelo dobri ljudje in športniki. Parašport je šport kot vsak drugi. Je želja po boljšem počutju in gibanju in za vrhunskega športnika želja po zmagah. Parašportniki imamo prilagojene športne panoge, zato želimo naš šport in naše zgodbe približati mladim. V ta namen preko celotnega šolskega leta na osnovnih in srednjih šolah organiziramo paraolimpijske šolske dni. Danes imamo tukaj le šport in dan in mislim, da vsima bo všeč danes vse te stvari. Prav poseben športni dan, ko se šolarjem predstavijo parašportniki. Parašportniki s programom Paralimpijski šolski dan vsako leto obiščejo okoli 20 osnovnih in srednjih šol. Tokrat so bili na osnovni šoli Komenda Moste. Igrali smo se z eno žogo, ampak smo imeli ena očala, da nismo videli in pa smo mogli na zvok. Da so mogli si zapomniti, kako se obrača z vozički pa to. Všeč mi je bilo, da smo vozili na vozičkih, pa da smo si podajali žoge. Šolam pripravimo dva dela. V prvem delu je to praktični preizkusi. Tukaj lahko učenci, učenke, dijaki, dijakinje preizkusijo različne elemente paralimpijskih športov, kot so golbal, odbojka sede, košarka na vozičkih. Imamo tudi poligon za slepe. V drugem delu pa razdelimo na dva dela, in sicer teorijo paralimpijskega gibanja in pa športno življenjsko zgodbo našega športnika. Svojo osebno zgodbo jim je predstavil nekdanji parašportnik, plavalec Aleš Sečnik. Kaj se mi je zgodilo po nesreči, kako sem se spoprijemal s tem. Starejšim pa že tudi predstavljam malo v bistvu sama fiziologija poškodbe, na kaj ne pazijo, pozorim na določene zadeve. Kot bivši paraolimpijski športni pač plavalec predstavljam to zgodbo o plavanju, kakšno je življenje z invalidnostjo. Pustim jim tudi priložnost za kakšno vprašanje, ful zanimiva vprašanja, pridejo vsakič drugačna, tako da je res zanimivo. Končni cilj programa je spoznavanje drugačnosti in njeno razumevanje ter polnopravna vključenost invalidov v vseh segmentih. V bistvu šport pri tem daje in kaže največje orodje pri doseganju teh ciljev. Programe vedno prilagodijo tudi starostni skupini otrok posameznega paralimpijskega šolskega dne. Če so mlajši, potem pri teoriji kakšno pravljico preberemo na tematiko invalidnosti. Tudi v telovadnicah so prilagoditve, mlajši recimo ne morejo metati sta veliko košarkaško žogo na ta velik koš, imamo malo spuščene, pa tako malo lažje žoge, tako da prilagodimo starostnim omejitvam. Prvič sem to poskusila in zelo mi je bilo všeč. Ni namen sam predstaviti šport otrokom. Namen je tudi pokazati na nek pozitiven način, da kljub svoji v bistvu invalidnosti, da lahko človek normalno se ukvarja s športom in tudi v bistvu ima normalen življenje. Na osnovni šoli Komenda Moste se zavedajo, da se odnos do drugačnosti gradi od najmlajših let dalje. Zato se z drugačnostjo na različne načine srečujejo preko celotnega leta. Že od začetka šolskega leta poteka korak sončku. Učimo se, kako sprejemati drugačnost, kakšna drugačnost nas v bistvu obdaja. Plakati, ki jih vidite tukaj okrog, so del programa Korak sončku. Vsak razred je naredil svoj plakat in kot en zaključek, kot celoto smo se odločili za Paraolimpijski športni dan, ker želimo, da otroci dobijo tudi ta fizični stik
dejansko izkušnjo z drugačnimi športniki in tako. In ti športniki, mi smo brali tudi pravljice na to temo in so bili otroci, wow, kaj oni zmorejo. Ne? In so bili otroci tisti, jaz to ne znam, se tudi oni niso. Ne? In so mogli dobiti eno voljo, eno energijo, da so lahko šli preko tega in v bistvu so večina zelo uspešni. Ne? In smo res veseli, da smo lahko del tega dneva, ker res to je ena popotnica za življenje. No? Ni samo strogi učni načrt, ampak smo šli malo širše. Še nikoli nisem šla na vozičke, pa nisem igrala teh športov. Da vidimo, kako se počutijo, ko so invalidi, pa kako ne morejo premikati rok. Ne, mi to vemo, zato ker smo zdaj to naredili, vemo, kako je biti slep, kako je biti na vozičku. Takole polni novih vtisov so otroci prihajali z paralimpijskega šolskega dne. V šoli pa s poznavanjem drugačnosti nadaljujejo. V planu imamo tudi rožice, ker bomo potem zasadili vrt drugačnih, vsaka rožica drugačna. Tako da v bistvu tudi vsak, ko gre mimo, se spomni o zavesti, da ni samo tisti en dan in potem pozabimo, ampak v bistvu res nas spremlja celo šolsko leto. No. Eden od priljubljenih parašportov je tudi parakolesarstvo. Sam si se z njim srečal v času rehabilitacije po poškodbi. Včasih sem bil z dušo in telesom predan motokrosu, sedaj pa sem z dušo in telesom predan parakolesarstvu. Športni duh ne izbira telesa in tole je moja zgodba. Nasmejani, zgovorni Primorec Anej Doplihar je parakolesar in paralimpijac z najboljšo slovensko uvrstitvijo v cestnem kolesarstvu na paralimpijskih igrah. Parakolesarstvo, v katerem se je znašel po spletu okoliščin, je tako vzljubil, da je postalo njegov način življenja. Takole pa se je Anejeva športna pot začenjala. Na začetku šport ni bil ravno moja vrlina, bom rekel, ker sem bil majhen, sem bil taki malo bolj buckast. No. Igral sem tudi 9 let harmoniku. V osnovni šoli sem igral košarko, nogomet, tisto, kar je bilo obvezno bolj, ostalo pa ni bilo za mene. Dokler ni kot 13-letni fantič spoznal motociklizem in se v trenutku zaljubil vanj. Kmalu je začel resno trenirati in z let je postajal motokros pomemben del njegovega življenja. Najbolj me je navdušilo, se pravi, dolgi skoki, ne, tisto je, ko letiš nad tlemi, tisto je taki občutek svobode, no, uživanja. Brzina niti ne toliko, ker si prišel na neko novo progo, sem samo čakal, ok, tukaj je dolg skok, to je za mene, tukaj bom probal skočiti čim prej, da bom užival. Bil sem tudi parkrat pokalni prvak, državni podprvak, mislim, da 2-3 sezone. Želje so bile zmeraj večje, da bi imel neko ekipo brez svojih stroškov. A usoda mu je namenila drugačno pot. Bil navaden dan, normalna dirka, pokalno prvenstvo, zadnja takrat 2017 leta v sezoni. Sem padel, druga vožnja, prvo sem zmahal, druga vožnja in na enem izmed ovinkov mi je spodrsal na prvo kolo. Prvo sem jaz pristal na zemlju, na tla in motor direktno na mojo hrbtenico. Spomnim se, sem imel roko ob sebi, sem si naredil tako na nogah in nisem imel občutka, ne, sem vedel, kaj je. Ne. Sicer itak upaš, da se bo itak popravilo enkrat, ne, da mogoče samo za tisti trenutek. V mojem primeru ni šlo nič kaj dosti na boljše, no, od takrat, od tukaj dol svojega telesa ne čutim, noh ne morem premikati. Življenje se spremeni, ampak človek se vsega navadi. Po poškodbi se na rehabilitaciji srečal s parašportom, se preizkušal v različnih disciplinah, dokler se ni prvič usedel na kolo. Seveda, jaz sem se zaljubil v tisto kolo, ročno kolo, ki je precej podoben šport motokrosu, je adrenalinski šport, predvsem v velikih hitrostih. Dirke so zelo podobnega načina kot motokros, se pravi, štartaš v gruči, greš v prvi ovinek, je prerivanje in podobno. Predvsem pa na treningah moraš garati, da dosežeš nek nivo tekmovanja. Ker sem jaz probal prve kilometre, ko sem naredil s kolesom, sem takoj vedel, da je to za mene.
Predvsem ne samo zato, da bom nekoč dirkal, ker na začetku je bila itak ideja samo, da bom se migal, da ne bom cel dan v vozičku. Bil sem navajen, da sem skozi v pogonu prej v motokrosi in to sem hotel obdržati tudi zdaj in mislim, da mi uspeva. No. Z nesrečo se je za Aneja veliko lepega zaključilo, a se je hkrati tudi veliko povsem drugega lepega začelo. V motokrosi je velesila v Belgiji, prej nisem bil nikoli v Belgiji, zdaj sem vsako leto, ne. Sicer s kolesom, ampak ne glede na to. Vidim, dosti potujem, všeč mi je, da se mi stalno nekaj dogaja, nekaj novega, da navezujem neke nove stike in to mi je ta šport sigurno prinesel. To, da sem mobilen in samostojen, mi veliko pomeni, res. Ker sem bil prilagojen avto z avtomatskim menjalnikom in tisto ročico, je tisto, ko 18-letnik naredi izpit ne za avto. Zdaj neka nova dimenzija, ti odpre svetlo, ko reš spet nekam, kamor hoče sam. Ne. Ful mi pomeni, da sem lahko samostojen in upam, da tako ostane. Z vstopom v parašport pa so se Aneju hitro odprla vrata tudi na največje in najprestižnejše tekmovanje na svetu, na Paralimpijske igre. Paralimpijske igre v Tokiu niso bile planirane v moji glavi, rekel, no, zato ker sem bil dosti frišen v tem športu, če lahko tako rečem. Ponudila se je priložnost takrat in to smo zagrabili z obema rokami. Naredili smo tudi najboljši rezultat trenutno, 9. mesto na cestni dirki. Zdaj strmimo naprej v Pariz in garamo, da prijemo tudi tja. In tisti rezultat, 9. mesto, še izboljšati. Jaz se ponovno oglašam iz plezalnega centra. Ena odličnih stvari svetovnega spleta je to, da smo skupaj povezani. In ker v naših oddajah ne bomo mogli biti vedno skupaj, ko se dogajajo zanimive stvari, in z nami parašportniki se vedno dogaja kaj zanimivega, bomo skupaj povezani preko spleta. Pa poglejmo, kje nas najdete. Največ informacij o parašportu, športnikih in vseh naših dejavnostih najdete na spletni strani Zveze za šport invalidov Slovenije. Aktivni pa smo tudi na vseh najbolj priljubljenih in najbolj razširjenih socialnih omrežjih. Na Facebooku, Instagramu, Twitterju in YouTubu. V brskalniku pišite parašport in hitro nas boste našli. No, pa malce pobrskajmo. V teh dneh se v Berlinu odvijajo svetovne igre specialne olimpijade. Slovenska reprezentanca šteje 26 športnic in športnikov in gre jim odlično. Svetovne igre v Berlinu se zaključijo 25. junija, prispevek o naših specialcih pa si boste lahko gledali v naši prihodnji oddaji. Če imate tudi vi kakšne zanimive vsebine na temo parašporta, podelite jih z nami in tako bodo lahko prišle na vrsto za objavo v oddaji Tempo. Zdaj pa vam maham v pozdrav do prihodnjega meseca in besedo nazaj predajam Aneju. Če želimo ostati v vrhunskem tempu, moram veliko trenirati. Zato me zdaj čaka še kar nekaj kolesarjenja. Vas pa vabim k ogledu nove oddaje Tempo vsak predzadnji petek v mesecu. Se vidimo!